Po burnem študentskem protestu, ki se je predvčerajšnjem odvijal pred parlamentom, lahko rečemo le to. Še dobro, da imamo študente. Opravili so to, kar delavke in delavci podjetij v stečaju niso zmogli. Jasno so pokazali, koliko je vredna ustanova, v kateri se raznobarvni politikanti že 20 let igrajo monopoli. Študentje niti približno niso oskrunili parlamenta v tolikšni meri, kot ga je to uspelo njegovim predstavnikom v par političnih mandatih, ko so zamišljen dom demokracije degradirali v leglo kapitala. Oskrunitev zunanjosti še zdaleč ni tako problematična in usodna, kot je oskrunitev vsebine. Še posebej v primeru glave, kar parlament simbolno je. Reakcije po protestu so pokazale, da je to dejstvo narcisoidnim parlamentarcem, ki polnih žepov živijo ravno na podlagi uspešne promocije zunanje podobe, nedoumljivo. Pa ne gre le za razne pahorje in kresalke, tudi lažnivi kljukci Janše in Golobiči, frikovsko našemljeni Guliči, prostaški in koruptivno ožigosani Barovič in prijatelji ter ostali njihovi stanovski kolegi skrbno polirajo le svojo zunanjo podobo. Povsem pa zanemarjajo higieno duha. S tem pa po svoje gradijo tudi podobo parlamenta in demokracije. Zunaj celofan, znotraj gniloba. Skupni imenovalec pa preračunljivost in okoriščanje. Vse to je danes res že zelo očitno. Preveč. Končno. Ob vse nižjem življenjskem standardu je jasno tudi vse manj ljudi, ki lahko ostanejo mirni, če le pomislijo na parlamentarne spolirane figure. Ko pa na to pomislijo še na njihovo spektarjenje in neupravičeno bogatenje na tej osnovi, pa parlamentarci, mislite, da bomo pozabili, da se vas je ob nastajanju države pred 20 leti, ko nas je večina verjela v iskrenost in čistost namer in dejanj, kar nekaj grdo okoristilo za ilegalno prodajo orožja. Mislite, da bomo pozabili, kako ste z divjo privatizacijo družbenega premoženja pokradli državo? Mislite, da bomo mirno gledali, kako danes z vsakim malo večjim sklenjenim gospodarskim poslom bolj ali manj prikrito vlečete provizije, ki so enake nekajletnim delavskim plačam? Ali pa, da bomo mirno gledali, kako zahrbtno in spet preračunljivo nas žrtvujete tujemu kapitalu, kot se je to pokazalo na primeru Zasavja in Lafarge cementa? Kako prav je imela Svetlana Makarovič, ko je opozorila, da je mislila, da slabše, kot je bilo pod Janšo, ne more biti. Sedaj pa vidi, da je pod Pahorjem še slabše. Dekadenca je res vse hujša. In ko se sedaj poskuša sredin protest prikazati kot izgled pijanih študentov, ki ne vedo, zakaj gre in jim je pomembno le to, da je bil dober žur, se moramo vprašati dvoje. Prvič, ali za preusmeritvijo pozornosti na neko obrobnost ne gre za namerno zbanaliziranje hujšega problema? In drugič, zakaj ni bilo študentom do podobnega žura že pred 5, 10 ali 15 leti? Sicer pa smo lahko tudi na Roški cesti, ko se je pred dobrimi 20 leti odvijala slovenska pomlad, videli mlade s steklenicami v roki, ki niso najbolje vedeli, zakaj gre. Zagotovo pa so vsi vedeli vse to, da gre za dobro stvar in da je dobro biti zraven. Zatorej študent naj bo.